Slovenska nacionalna stranka želi z današnjo tiskovno konferenco opozoriti vlado, Ministrstvo za zdravje in državljanke in državljane Republike Slovenije natanko leto dni pred obljubljeno uveljavitvijo zdravstvene reforme, da bo Slovenska nacionalna stranka storila vse, kar bo v njeni moči, da reforma ne bo šla po takšni poti in iz takšnih razlogov, kot je šla pokojninska reforma. Nažalost moramo reči, da je vpliv pokojninske reforme, ki je po mnenju Slovenske nacionalne stranke, in to bo tudi dokazano, zelo nedodelana, da je njen vpliv še vseeno razpršen na generacije, ki bodo prihajale za daljše obdobje. Zdravstvena reforma pa bo zelo huda reforma. To bo reforma, ki bo neposredno zelo prizadela Slovenke in Slovence. Radi bi spomnili to vlado in pristojno ministrstvo, da imamo v Sloveniji ustavo, katere prvi 3 členi pravijo, da je Slovenija demokratična država, da je Slovenija pravna in socialna država in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Nič od tega vlada ne spoštuje več. Mi smo naslovili današnjo tiskovno konferenco zdravstvena reforma oziroma ukinitev bolnišnic, začetek zdravstvene reforme. Ukinitev porodnišnic. V Slovenski nacionalni stranki smo na veliko žalost prepričani, da gre za to, da je prizadevanje za ukinitev porodniško-ginekoloških oddelkov majhnih bolnišnic že začetek zdravstvene reforme, še predno je ta sploh zapisana in uveljavljena. Ob tem bi opozoril, da bog ne daj, da bi vlada ali ministrstvo ponovno dejalo, da sprejema zdravstveno reformo zato, da bo država Republika Slovenija imela dobro boniteto pri najemanju kreditov v Evropski skupnosti ali v svetu. In bog ne daj, da bomo sprejemali zdravstveno reformo, ki bo darila po žepih in po zdravju Slovenke in Slovence zato, da bomo z denarjem, ki bi ga morali nameniti zdravju, dajali posojila Grčiji, Irski in z našim že danim poroštvom drugim državam. Bog ne daj. Sam prihajam iz Zasavja, iz Trbovelj, kjer sem bil 8 let župan, poslanec sem 10 let in ne pomnim leta, da se ne bi boril in bil v strahu za obstoj trboveljske bolnišnice, ki je stara 85 let in v katero prihaja iz regije cirka 40 do 50 tisoč ljudi. Ampak vrnimo se k porodniško-ginekološkim oddelkom, vrnimo se k ljudem, ki prihajajo na oddelke trboveljske, pa tudi brežiške, za ostale ne bom govoril, ker ne vem, kakšna bo usoda. Profesor dr. Adolf Lukanovič, ki je glavni iniciator ukinitve porodniško-ginekoloških oddelkov v majhnih bolnišnicah, je rekel, citiram: po strokovnih kriterijih obstajajo razlogi za združevanje tistih porodnišnic, ki imajo manj kot 500 porodov na leto. Prvi citat. Drugi citat, ki je žaljiv. On je izjavil, da so male porodnišnice butične porodnišnice. In pa tretja izjava, kar zadeva varnost, so v prednosti tisti, ki obravnavajo več primerov. O kvaliteti v posameznih ginekološko-porodniških oddelkih ne morejo odločati na pamet in kar tako, ampak lahko odločajo zgolj na osnovi empiričnih, izkustvenih podatkov. Ti podatki so zapisani v nacionalni perinatalni informacijski mreži oziroma sistemu. Vse ostalo je Slovenska nacionalna stranka prepričana, je politična manipulacija. In kakšna je empirična izkustvena ugotovitev? Mali ginekološko-porodniški oddelki so dobri in so varni. Predloge za ukinjanje ginekološko-porodniških oddelkov dajejo ekipe iz ustanove in centra moči,
kjer je največ kadrovskih, prostorskih, organizacijskih in drugih problemov. Predloge in navodila dajejo ex katedra z pozicije moči, brez dialogov in brez argumentov. O ukinitvi ginekološko-porodniških oddelkov, konkretno Trbovlje in Brežice, govorijo nekateri in pišejo nekateri novinari, profesori, politiki, ki pa sploh ne vedo, kakšno je življenje na periferiji. Večina v Trbovljah sploh še ni bila, ali pa v Brežicah, če sploh vedo, kje so Trbovlje ali kje so Brežice. In vsi ti solijo pamet pod pretvezo skrbi za strokovnost zdravstva nekje, kjer še niso bili, ali pa so bili samo zato, da so prišli iskat politične točke. Večina bi morala vedeti, pa žal ne ve, da ekonomika v zdravstvu deluje popolnoma po drugačnih merilih kot v drugih dejavnostih. V zdravstvu, vsaj ne v socialno-tržni ureditvi gospodarstva, se ne smemo, ne moremo in se ne sprašujemo, če se neko bolezen splača zdraviti. Po nameravani logiki zdravstvene reforme in takšnih trditev in mišljenj se seveda nikogar ne splača zdraviti, ampak absolutno nikogar. V večini nam primerljivih držav ženske rojevajo predvsem v srednje velikih in manjših porodnišnicah in manjših ginekološko-porodniških oddelkih. In kje je logika, da bi zdaj moral pa najmanjši narod, če govorim samo evropskimi, imeti 1 ali pa 5 največjih porodnišnic? Zaključek. Zaključek je tak, da trdim, da je zapiranje manjših ginekoloških porodniških oddelkov pot, ki vodi do povečanja morbiditete in tudi mortalitete. Ne obstajajo in nikoli niso obstajali nesporni argumenti za zapiranje majhnih porodnišnic na podlagi varnosti ali velikosti. Dokazljivo nesprejemljiv je dokaz in je nesprejemljivo hkrati kot dejstvo, da porodnice potujejo uro ali več v nek porodniški, ginekološko-porodniški center. In sedaj še končna logika te vlade. Izkustveno lahko povem. Ukinitev ginekološko-porodniškega oddelka pomeni, zdaj pa ne rabimo v tisti bolnici tudi pediatričnega oddelka, hkrati zato, ker imamo pediatrično kliniko. In ne rabimo seveda kirurgije v takem obsegu, ker se je ginekološko-porodniški oddelek ukinil. Kar pomeni tretja posledica te države in njenih potez, ki pa so skrite, torej ne potrebujemo bolnišnice. Fino. In na ta način bodo seveda prišparali denar. Hkrati pa vas vse opozarjam, da imamo v proceduri Zakon o skladnem regionalnem razvoju, v katerem je jasno zapisano, da je Zasavska regija dejansko najslabša po vseh pokazateljih, da najbolj potrebuje spodbudo za razvoj, hkrati pa ukinjajo ali skušajo ukiniti v tej vladi prav vse, kar to Zasavje še ima dobrega. Vse, kar to Zasavje še ima dobrega. V Slovenski nacionalni stranki ne bomo pristali. Naredili bomo vse, kar nam ta država in kolikor je še pravnega sistema ostalo v tej državi, da do takšnih potez ne bo prišlo. Naredili bomo vse, da se bodo ljudje uprli nameravanim potezam zdravstvene reforme, med katerimi je predvsem najbolj nora ideja, po mnenju Slovenske nacionalne stranke, da bodo bolnišnice postale gospodarske družbe. Adijo zdravje, reveži bodo ostali bolni in bodo umirali, zdravje pa bo postal luksus, kot je danes vila, avtomobil in jahta. Samo za tiste, ki bodo imeli še kaj denarja. Seveda ne svojega. Z mano je tudi kolega, ki je član odbora za zdravje in tudi prihaja iz ene od regij, v katerih se že nakazujejo smernice Ministrstva za zdravje in te vlade o tako imenovani zdravstveni reformi,
in bi prosil še njega za nekaj kratkih besed. Hvala, kolega Barovič. Popolnoma se pridržujem urgentnim protestom in opozorilom kolege Baroviča. Tudi sam prihajam iz obrobja Slovenije, iz Prekmurja. Kot poslanec čutim dolžnost, zavezo, da opozorim širšo slovensko javnost, predvsem pa slovensko vlado, na njeno nesprejemljivo obnašanje. Slovenija se ne začne v Ljubljani in konča v Trojanah ali pa na Postojnskem hribu. In tega bi se vlada morala zavedati. Takšen poskus, kot ga je zdaj razložil kolega Barovič, je bil tudi v Murski Soboti, ko so nameravali zapreti pediatrični oddelek. Če se ne bi uprla lokalna skupnost in strokovna javnost, bi se to tudi zgodilo. Prav danes smo sprejeli, recimo v Murski Soboti, v splošni bolnišnici, napravo za magnetno resonanco. 1 200 000 smo zbrali sami, brez pomoči države. A ni to alarmantno, ko moramo prebivalci in pa seveda prostovoljni donatorji sami zbirati denar za opremo? In zato opozarjam vlado, pristojnega ministra, naj ne nadaljuje s takimi ukrepi, ker se bomo uprli. In to zelo odločno. Kajti, če je to začetek reforme, kot je omenil kolega, potem to ni reforma. Je to destrukcija zdravstvenega sistema. Strinjamo se, da marsikaj ni v redu v našem zdravstvenem sistemu. Ampak, da bomo reševali probleme z zapiranjem bolnišnic, oddelkov, s kratenjem pravic, ustavnih pravic do zdravstvenega varstva, za vse enakopravno, bodi si tiste, ki so bogati, bodi si tiste, ki so siromašni, bodi si tiste, ki so v Ljubljani, ali bodi si tiste, ki so v Goričkem na Prekmurju, ali pa nekje v Goriških brdih, ali v Halozah. To enostavno poslanci Slovenske nacionalne stranke ne bomo dopustili. Morda zvenim malce populistično, ampak naj se slovenska javnost zaveda, da je stanje alarmantno. In upam, da ne bomo edini poslanci v naši stranki, ki bomo stopili na prste takšnim ukrepom, kot jih zdaj poskuša izvajati ta vlada. Toliko hvala za razumevanje. Hvala vam za udeležbo na naši tiskovni konferenci. Za konec naj povem še enkrat, Slovenska nacionalna stranka opozarja leto dni pred predvideno uveljavitvijo zdravstvene reforme in da se ne bo vlada delala, da ni bila opozorjena. Smo proti krčenju zdravstvene košarice pravic, smo proti koncu doplačevanja zavarovanja in smo proti temu, da bodo bolnišnice kar neka gospodarska dejavnost. In smo proti temu, da ta vlada uničuje tisto že kar imamo. Predlagamo, naj tisto, kar imamo, ohranja in izboljša za Slovenke in Slovence, ne za Grke, ne za Irce in ne za drug narod. Hvala lepa, zdaj pa, če imate še kakšno vprašanje. Ukolikor ni, se vam zahvaljujem za to, da boste to sporočilo predali javnosti in upam, da se bomo nanga čez leto dni spomnili. Hvala. Naslednje. Srečno.